Živi svoje sanje je uspešno zastavljen projekt Svetovne nogometne federacije, ki že drugo leto popularizira dekliški nogomet tudi na dogodkih po Sloveniji. Junijsko prizorišče je bil ljubljanski Tivoli, kjer je potekal čarobni dan z veliko športnimi aktivnostmi, katerim je Nogometna zveza Slovenije dodala nogometno žogo. Nekako poskušamo kjer smo, v katerem kraju smo, tudi priključiti dekliški ženski klub, tukaj je danes recimo ženski nogometni klub Krim. Gre torej za dobro utečeno promocijo in predstavitev, ki je seveda v iskanju rezultatov tek na dolge proge. Je pa lahko pomemben vzgib, sploh pri najmlajših, ki so najbolj dovzetni za to vrstne vzpodbude, še posebej ob sproščeni igri. Starši, otroci, dekleta se zabavajo, uživajo, imamo 5 postaj, na katerih se malo preizkusijo. Okolje, dogodki, morebitni zgledi so lahko odločilnega pomena za izbiro igre, športa oziroma hobija. Nogomet je vse to in še več. Pomeni veliko. Naše otroke obadva igrata nogomet. En za Naka Bravo, en za Žonaka Olimpija. Tako da pomeni veliko. Nogomet je predvsem fajn za otroke, da se lepo naučijo nekih disciplin, neke delavnosti, vztrajnosti, kar se mi zdi, da v teh zgodnjih letih zelo rabijo, potem pa tudi kolegijalnosti, da pač vejo, da obstajajo še drugi ljudje, tako na igrišču kot tudi v življenju. In še iz prve roke o tem, kakšno vlogo ima pri prvih korakih z nogometno žogo in prvih strelih na gol družinsko okolje. Moj bratec zelo rad igra nogomet in jaz tudi, zato pa sem danes prišla sem. Že od majhnega sem vrtela žogo, zate sva gledala fuzbal, tako da pa sem začela trenirati. Ker mi je zelo všeč, pa moj bratec je najprej začel in pa sem videla, da je zelo dober šport, pa mi je postal všeč. Probala bom biti čim boljša, pa probala bom biti profesionalna nogometašica. In ko so narejeni prvi koraki, so naslednji odločnejši na poti proti uresničitvi slogana akcije, ki pravi Živi svoje sanje. Sem se vpisala v DIF, na smer trenerstva, tako da upam, da bom enkrat postala trenerka in selektorka v neki nogometni smeri. Akcije se ponavljajo tudi z namenom ozaveščanja o vse bolj aktivni prisotnosti dekliškega in ženskega nogometa v športu in družbi nasploh. Nogomet zdaj ni več sam za moške, tudi dokazalo se je, da so dekleta lahko tudi boljše kot fantje. Morda v tem, da je pri njih močnejši ekipni duh. Zagotovo pa velja, da tudi dekleta nogomet sprejemajo kot način življenja in tudi na ta način razbijajo klasične stereotipe. Tudi sama sem del družbice, ki je nastala pri nogometu, tako da ne vidim slabih stvari. Res je, nogomet združuje in povezuje, že vrsto let in vse bolj odločno tudi dekleta. Obiščite jih in se jim pridružite.